Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni. Kristi Žmahar bom ponovno z vami z tedensko napovedjo, za katero resnično upam, da ji bo prisluhnilo čim več ljudi, kajti je zelo pomembno, da slišite tisto, kar imam za povedati. Pogovarjala sem se seveda ponovno z mojimi najljubšimi angeli. Tedenska napoved tokrat je taka zanimiva in sicer prihajamo v teden, katerega sem sama dojela kot teden, če ga že mogla nekako poimenovati, živega peska. Kaj to pomeni teden živega peska, energijsko gledano? To je teden, kjer ogromno ljudi se ne bo zavedali, v kaj so stopili in kako zelo močno vpliva na njih. In moja naloga, oziroma tako bom rajš rekla, naloga vseh angelov, ki vas vodijo in kateri bi zdaj preko mene predali skupno sporočilo, je nekakšno manjše opozorilo oziroma vodstvo, kako dejansko prepoznati to, ali si se ti sama znašel v tednu torej živega peska, ali si v energijah, ki te skušajo povleči navzdol, in kako seveda tega ne dovoliti in ohraniti svetlobo tudi v najbolj norih časih. Definitivno retrogradni Merkur je zagotovil svoje, njegovo gibanje je naredilo svoje, vse skupaj smo že ugotovili, se bo stopnjevalo do modre polne lune, ki bo definitivno energijsko odločilna, kam gremo in kako gremo, kako bo do konca leta, se bo odločal 31.10. Na ta dan definitivno želite vedeti, kaj počnete, želite definitivno biti na čim višji frekvenci. O tem bom spregovorila malce kasneje. Skratka, zdaj bi se pa mečkam vrnila k temu živemu pesku, za katerega bom razložila na kolektivni ravni, kako poteka. Nizke frekvence, prestrašene frekvence, kakorkoli že jim bomo rekli, so definitivno frekvence, ki vodijo daleč od svetlobe, daleč stran od življenja, obilja, daleč stran od zadovoljstva in še marsičesa tistega, kar rečemo, da je pozitivno. In največja težava je, da ko stopaš v živi pesek, gre to počasi, niti se ne zavedaš, kdaj te začne vleči navzdol, kako zelo močno to vpliva nate, zaradi tega, ker se dejansko dogaja počasi. Ko se enkrat pokažejo posledice, se ponavadi pokažejo prepozno, a razumete? Tako da živi pesek zna biti malce hinavski zaradi tega, ker se ti zdi, da bo vse v redu, pa da nič nekaj tazga večjega narobe, potem se pa kar naenkrat znajdeš do vratu, a pa še čez v njem. In definitivno je tako trenutno tudi z energijami. Kolektivno gledano veliko ljudi, ki so vedno bili v svetlobi, ki so vedno bili del spremembe, ki so vedno bili del te pozitive, katero vedno iščemo, se je trenutno znajdel v živem pesku, kolektivno gledano, in je začelo že vplivati na njih, je že začelo vplivati na vas. In zdaj bi rada vam predala 5 znakov, za katere bi rada, da dobesedno preverite pri sebi, ali se pri vas to dogaja, zaradi tega, ker če se dogaja, je potrebno, da stopite ven. To pomeni, ali se vam je že začela nižati frekvenca zaradi vse splošnega dogajanja na planetu. Lahko preverite tako, zdaj, ko bom govorila, si lahko v glavi ali pa na papir zaradi mene delate kljukce, ampak zelo je pomembno, da to preverite. In če boste ugotovili, da imate več kot eno kljukco, recimo, da vam malo pogledam čez prste, pa da vam eno še dovolim, če imate več kot eno kljukco, definitivno začnite na tem delati, da se zadeva spremeni, zaradi tega, ker je to nekaj, kar definitivno nočete stopiti v ta živi pesek. Prva točka, kako veš, da si stopil v živi pesek, je, da si nenadoma, tudi če seveda prej nisi bil tako, kar naenkrat vpet v svet. To pomeni časovno vpet v svet. To pomeni, da v svojem delovanju, v teh svojih doživljanjih skozi dan, ves čas iščeš od zunaj neke informacije, neke potrditve, a je še vse v redu, a ni še vse v redu. To so ljudje, ki so kar naenkrat zelo na hitro priklopljeni na novice, pa niso bili, ker naenkrat iščejo informacije od zunaj, rabijo potrditev, ki bo dala vedeti, še smo v redu ali pa zdaj nismo več v redu. To pomeni, da ne prihaja več kreacija od znotri, kako se jaz danes počutim, kaj so moja doživetja, kaj so moja občutja, ampak vse prihajajo od zunaj. In kar naenkrat podzavestno jemlješ v roke telefone, računalnike in ves čas iščeš informacije,
ki ti bojo dale signal, a si ti še v redu, a ti nisi v redu, ne? In potem, če pač je na drugi strani informacija, ki simbolizira, da ti ne bi smel biti v redu, temu slediš, ok? To je prva točka, ki se potem posledično navezuje tudi na drugo točko, da si zakorakal v živi pesek energiji, veš to tako, da si kar nenadoma začel skozi sebe procesirati čustva drugih ljudi. Ti si v redu, dan ti poteka v redu, pride nekdo mimo in ti začne z nekimi navidez, kakorkoli že, upravičenimi dvomi, zakaj je nekaj slabo, zakaj nekaj se ne bo dobro končal. In kljub temu, da mogoče to ni tvoja resničnost in je ne doživljaš, ko prideš domov, začneš blazno ocenjevati te besede, začneš gledati, a je to res. Ti padeš v dvom za situacijo, ki ni podobna tvoji. Ti se začneš sekirati, ti začneš razglabljati o samih čustvih, katere doživlja nekdo drug in jih spravljaš pod hipotetično vprašanje, kaj pa, če se to zgodi tudi meni. S tem povabiš negativno manifestacijo v svoje energijsko polje, kar definitivno ni nekaj, kar ti jaz svetujem. Torej, tvoja tretja točka so odnosi. Odnosi na način, da se kar naenkrat začneš kregati s svojimi zavezniki. Nekaj je, veste, imaš določene ljudi, obstajajo določene ljudi, s katerimi se toliko z lahkoto skrega, to je dejstvo. Mislim pač, taka izkušnja je, kaj ne rečem. So pa ljudje, s katerimi ste res kompatibilni in so načeloma vaši zavezniki. To pomeni, da se z njimi dobro razumete, to pomeni, da so oni tisti, ki vas ponovadi podprejo in kar naenkrat vam začne kolapsirati odnos s temi ljudmi. Ker naenkrat ti se z možem ful dobro razumeš, potem si se pa zdaj v tem obdobju skregal z njim že 10-krat. In ni logično, zakaj? Kar naenkrat pride do tega preskoka, kar naenkrat nekaj preseka in se video začne obračati en proti drugim, ampak ni logično, če je do zdaj bil ta odnos kompatibilen, če je bil poln razumevanja, podpore, zakaj se kar naenkrat obrneta en proti drugim. Kje je logika v tem? To je zaradi tega, ker začnejo zunanje negativne frekvence pritiskati tudi na take odnose in ti niti ne opaziš, da je to tvoj dom, tvoje otroke, tvojega partnerja, ni važno kam zaide. Kar naenkrat zaide, lahko tudi zaide v delovno okolje, v člane ekipe, to pomeni, kar zaide nek spor, kar naenkrat se kompatibilni ljudje vžgejo, razumeš, pa se začnejo zelo obračati en proti drugim. In če imate svoje zaveznike, s katerimi se vam to dogaja, rabite nujno nazaj splet z njimi zavezništvo, zaradi tega, ker to ni vaša zgodba, ampak igrate kolektivno zgodbo. In to ni nekaj, kar si vi lahko prvoščite. Vi rabite svoje zaveznike in vi rabite ohraniti svoje zavezniške odnose in to, da se zaradi kakršnih koli kolektivnih negativnih frekvenc obrnete en proti drugim, definitivno ne smete pustiti. Četrta točka, fizični znaki, vrtoglavice, ki nimajo pojasnenega nekega medicinskega vzroka, apatija, nespečnost, zdi se ti, da tudi če priješ domov, a pa v tista okolja, ki so te ponavadi popolnoma sprostila, da tudi tam ni več miru. To pomeni, ni nečesa fizičnega, kar te lahko umiri. Zdi se, da je nemir konstanten, razumete, da kar pač prej si imel une svoje kotičke, une svoje oaze miru, zdaj pa kar naenkrat tega več ni in definitivno se tvoje telo obnaša drugače in opaziš neke take fizične nepojasnjene znake na sebi. In ta zadnja stvar, planet se ti zdi brezvezen. To pomeni, da veliko ljudi v tem obdobju sprožilo vprašanja, kaj sploh še delamo na tem bednem planetu. To sem veliko slišala, zakaj bi bili kle, se itak gre vse v maloro, to bo itak tako, to je vse tako, to itak nam bole, kakšna bo prihodnost in tako naprej. Skratka, finta je tem, da se ljudje ne zavedajo ene stvari. Ta planet Zemlja je prelep planet, kar v bistvu nam ni všeč, je sistem na Zemlji, katerega je postavil človek. Ampak to nima veze s planetom. Rada bi, da ljudje nehate kakorkoli že udrihati po samem planetu. Ogromno je te komunikacije, planet je beden.
cel planet mi gre na živce. S tem direktno in resnično močno napadamo verbalno in energijsko mati naravo. Ugante, kdo nas živi. Ni ok, niti se ne zavedamo tega, da počnemo, zato ker je podzavestna stvar, pa hočem vam povedati, da je to podzavestno obračanje proti mati naravi in če se veliko ljudi tako verbalno in tako obrača proti mati naravi, bo njej samo še frekvenca padala in ko enkrat njej pada frekvenca, gremo mi zraven, razumeš, da si na let stopil pa te spodnesel, definitivno, ne. Tako, planet ni tukaj nič kriv, človeški sistemi so pa tukaj zato, da se vedno lahko spreminjajo in zamenjajo. Karkoli izmed tega se ti dogaja. 5 točk sem ti zdaj povedala, veš, koliko ključ zdaj že imaš, 1, 2, 3, vse, kar je več kot ena ključca, pomeni, da si že v živem pesku. Če si imel eno ključco, pomeni, da stojiš pred živim peskom, zato bodi previden, previdna. Vkolikor imaš pa več kot eno ključco, pomeni, da si že v živem pesku in da je frekvenca začela padati. In ljudje čakajo čudežne odrešitve. Jaz slišim take neumnosti, da res prevale delam. Od tega, da bojo prišli vesoljci, plejade, višje dimenzionalna bitja in nas bojo odrešila. Mi moramo samo počakati njihov prehod. Zemlja se dviguje na ne vem kaj. To se dviguje že 15 let, da jaz o tem poslušam, a štekaš. Ona se dviguje ne vem kam in tako in to in bo prišlo do velikega prebojenja. Nočem biti, temu rečejo po angliški party breaker, no in definitivno nisem negativc, definitivno povem, da smo v obdobju, kjer je treba združiti energijska pričakovanja z zemeljsko odgovornostjo. Nišče ne bo prišel, nišče ne bo zauzel noben vesoljc nek planet in nas odrešil stranja, katerega smo sami naredili. Oprostite iskrenosti, ampak tako je, ne bom se niti upravičevala za to, ok. Ampak, a veš, kaj hočem reči, ne? Ampak, definitivno smo mi tisti, ki bomo mogli z zemeljskimi stvarmi in delovanji s pomočjo energijskih sfera, ki pa nas bojo z veseljem podprle, spremeniti svet, katerega gledamo in nam morda ni všeč. In to se naredi s konkretnim delom. Mi smo zdaj v času, kjer ljudje bi se sam božali, pa bi čakali, da vse nekdo na mest njih počne. Jaz takih metod nisem spoznala, tako da če ste jih vi, hvala Bogu, za vse ostale smo pa mogli za to kaj narediti. Tako da v tem obdobju pomagajte si, ok? Kot prvo spremenite svoje zaveznike nazaj v zaveznike, zavedite se, da to ni vajno, začnite komunicirati, spremenite se nazaj v podporo, probite se čim več, kolikor le lahko odklapljati, odnoviti, če ni res nujno za vaše delo. Ko drugi ljudje izražajo dvom, se aurično ščistite, z meditacijo se ščistite in ko vam nekdo govori nekaj, rečete v glavi stop. Podzavest, ne sprejemaj tega, to ni moja resničnost, želim pa temu biti vse najboljše. Ampak stop, to ni moja resničnost, želim ti vse najboljše, ne? Podprite svoje telo z veliko vode, svežega sadja, zelenjave, več spanja, svež zrak bi definitivno dobro prišel, a ne? Skratka, podprite svoje telo, ok, in stkite nazaj zaupanje do življenja. Tukaj pa imate energijska orodja. To so meditacije, to so duhovni tečaji. In to je definitivno poslušanje pametnih ljudi, kakor smo mi v duhovno potovanje duše. Tako da malo še, takole malo nasmejimo, res delite. Mi smo na maksimalno našo kapaciteto energije, ki jo lahko zagotovimo, pojačali meditacije, ogromanje, vsak teden se nekaj dogaja, spletne delavnice, vaše otroke podpiramo nadaljavo s tem, da jim bomo dali delavnice, pravljice za lahko noč, da ostanejo v tem nekem svetu, ki zaupa v življenje. In tako naprej, terapije nadaljavo, pogledi, pogovorne skupine, ki se bojo začele z mano, pogled v karte za tiste, ki imate to radi in tako naprej. Mi smo naredili maksimalno, kar smo lahko in da se to dogaja na spletu, kar pomeni, da kjerkoli ste, vas lahko dosežemo. Znali vas bomo priklopiti na prave portale, znamo prevajati prave energije. Definitivno je pa naša ljubezen do vas tista,
ki bo definitivno zagotovila, da vam to lahko dostavimo. Toliko let vas že podpiramo, toliko let vam resnice govorimo in zdaj smo pripravljeni, da vas podpremo. Poglejte si vse, kar prihaja od meditacij, praznik na Angela Rafaela, modra polna luna, ogromno jih je, do 1.1. so že razpisane. Poglejte si, kaj imamo, spletne tečaje, pridite v naš svet in verjamete, da bo planet znova lep. Želim vam en čudovit teden in definitivno so angeli pripravljeni, da vam dajo roko, stopite ven iz živega peska, splača se. In vem, da skupaj bomo naredili, da bo leto 2021 drugačno. To pa močno verjamem. Tako želim vam vse najlepše, se slišimo in adijo.